Lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletnem dogodku revije Viva in portala Multipla skleroza, na katerem bomo skozi pogovor osvetlili, kako z zdravljenjem do čim bolj polnega življenja z multiplo sklerozo. Današnji webinar bo nekoliko drugačen, osredotočen na pogovor med nevrologom, bolnikom, predsednikom in predsednikom združenja, ki združuje osebe z multiplo sklerozo in njihove svojce. Danes želimo podati strokovne odgovore na številna vprašanja, s katerimi se osebe z multiplo sklerozo ob diagnozi in na poti zdravljenja soočajo, hkrati pa predstaviti tudi osebne izkušnje tistih, ki so se na to pot že podali. Na poti zdravljenja se vsak posameznik, še posebej ob postavitvi diagnoze, sooča z različnimi vprašanji, dilemami in tudi strahovi, kako z multiplo sklerozo živeti, kaj bo prinesla, kdaj stopiti na pot zdravljenja in kako bo to potekalo, katera zdravila so na voljo in kako delujejo in predvsem, kako bo vse to vplivalo na življenje posameznika. Skratka, danes bomo z današnjimi gosti korak za korakom pojasnili, kako z zdravljenjem do čim bolj polnega življenja z multiplo sklerozo. Z nami so danes docent dr. Gregor Brecelj-Jakob, doktor medicine, specialist nevrologije z Nevrološke klinike UKC Ljubljana. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Gospod Edvard Rednak, predsednik Združenja multiple skleroze Slovenije, ki ga prav tako lepo pozdravljam. In pa gospod Aleš Strelec, ki z multiplo sklerozo živi že od svojega 13. leta. Lep pozdrav. Čakamo samo še gospoda Rednaka. Pozdravljeni, tako tudi vi ste z nami. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za povabilo. Tako, vsem lep dober dan in dobrodošli, hvala, da ste z nami. Preden pa začnemo s pogovorom, pa še nekaj napotkov za naše udeležence in udeleženke. Webinar snemamo, posnetek boste v nekaj dneh prejeli na elektronski naslov, ki ste ga navedli o prijavi. Zdravstveni delavci pa za udeležbo pri zbornici zvezi prejmete licenčne točke, ki jih uredimo mi, na zbornici pa imajo 60 dni časa, da vam te točke tudi pripišejo. Še povabilo, vabljeni, da tudi vi zastavite vprašanje našim gostom, zapišete jih lahko v pogovorno okno spodaj oziroma v chat, gostje pa bodo nanje odgovorili ob zaključku uvodnega predavanja. Vljudno prosim, da se izognete vprašanjem o konkretnih zdravilih, saj vam nanje lahko odgovori le vaš osebni nevrolog. Toliko za uvod, zdaj pa začnimo naš pogovor, upam, da bo sproščen, in začnimo z izkušnjami oseb z multiplo sklerozo. Pa gospod Rednak, najprej vas prosim, da nam na podlagi tako lastnih izkušenj in pa izkušenj vaših članov, ki jih gotovo poznate, najprej zaupate, katera so tiste najbolj pogosta vprašanja in strahovi, ki se pojavijo ob diagnozi oziroma tudi, ko se posameznik podaja na pot zdravljenja multiple skleroze. Ja, lep pozdrav še enkrat. Kateri so strahovi? Strahovi so, kaj bo naslednji dan. In sam, ko sem zbolel, moram priznati, sem bil nepodučen o tem, kaj multipla skleroza prinaša v naše življenje. Torej sem bil najprej zelo prestrašen in na podlagi tega potem ob pogovoru z nevrologom, ob zaupanju nevrologov, kasneje pa tudi zaupanju združenju multiple skleroze, zaupanju že obolelim sobolnikom, nekako sem si ustvaril pogled, kako bo življenje kljub diagnozi šlo naprej. In seveda, ko pa sem pričel uživati tudi zdravila in opazil njihov pozitiven učinek, je pa nekako multipla skleroza postala moja spremljevalka. Sedaj že kar, mislim, da 30 let, za 16 leti sem zbolel in ja, se da. No, vprašala sem tudi, kaj vaši člani, mislim, kako zbirate informacije, ne? Kateri so tiste najbolj pogosti dvomi, vprašanja in tako naprej. Ja, najprej seveda so prva vprašanja glede diagnosticiranja. In tukaj so vprašanja na mestu, kaj ti člani povedo, imam ta pa ta indic, torej ali to mravljinčenje, ali je poslabšanje vida, utrujenost, in potem prihajajo tudi še ne člani, samo širša javnost, ki nekako zaznajo, da bi pa morda se našli v tem našem krogu obolelih.
in tukaj je naša prva napotitev k čim prejšnjemu obisku najprej osebnega zdravnika, kasneje specialista nevrologa in potem spodbuda k čim prejšnji diagnosticiranju, kakor tudi seveda zdravljenju. Leta nazaj, ko sem bil jaz diagnosticiran, seveda še ta zdravila niso bila tako uspešna, ni bilo toliko na trgu in tudi smo bili še precej bolj nekako v temi. Sedaj je pa stanje na področju multiple skleroze zelo napredovalo, govorimo o zdravljenju, in lahko tudi mi nekako lažje do naših novodiagnosticiranih članov preidemo, jim svetujemo in potem spremljamo. Seveda, multipla skleroza pa, kot že vsi vemo, je bolezen tisočerih obrazov in se izkazuje na vseh področjih našega življenja. Ali je to pri ravnotežju, pri hoji, pri razmišljanju, pri urgentnih težavah, torej na vseh področjih je lahko učinkovita in zato resnično najprej priporočamo sprejetje bolezni, sprejetje diagnoze, se sprijazniti z njo in potem se ravnati po navodilih specialistov nevrologov. Gospod Strelec, vi ste se že pri 13 letih soočili s to diagnozo. Kako se spominjate prvih dni in kakšna vprašanja so se vam oziroma najbrž tudi vašim staršem, ko ste bili še otrok, takrat porajala? Ja, jaz sem bil takrat star 13 let. V bistvu lahko rečem, nisem vedel, kaj je življenje, bil sem še res otrok. Mislim, da takrat diagnoza bolj prizadela moje starše kot mene samega. Sam namreč, meni je bilo zabavno, hodil sem po bolnišnicah, hodil sem po zdraviliščih, soočil, izkusil sem marsikaj. Čeprav je bilo težko, se pravi, moje začetki so bili pomanjkanje ravnotežja, šel sem v šolo, nisem imel ravnotežja, to je opazila učiteljica in takrat se je začelo postopek mojega zdravljenja oziroma diagnosticiranja. Potem sem šel na Ptuj bolnišnico, Maribor bolnišnico in takoj v Ljubljano, ker sem bil premlad za Maribor. Tam je pa potem potekalo še enkrat diagnosticiranje in začetki so bili res težavni, takrat je bilo ogromno vzponov in padcev. Spomnim se tudi, ko sem prvič izvedel, ko so mi povedali, da imam multiplo sklerozo in moj prvi instinkt je bil skleroza, izgubil bom spomin. Na koncu se je izkazalo, da temu ni tako. Bilo je pa zelo zabavno, zelo težko, spoznal sem ogromno dobrih ljudi, tudi zahvaljujoč združenju. Tudi svojo ženo sem spoznal zahvaljujoč bolezni in združenju, saj sva oba bolnika z multiplo sklerozo. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da na mene je pozitivno vplivala, moram reči, bolezen. Ampak prvi koraki so pa bili gotovo negotovi in prvi korak je vsekakor negotovi, predvsem glede šolanja. Takrat je bil težava, kam se vpisati, kaj bom lahko počel. Mogoče so me tudi drugi malo bolj psihirali na to, tega pa ne boš zmogel, tega ne boš zmogel, čeprav danes, 20 let kasneje, zmorem vse, kar sem pri 13, recimo z manjšimi omejitvami. Tako da je bila bolj tle težava. Omejitve so bile tudi, recimo, če se je šlo na kakšen končen izlet ali pa kaj podobnega, saj imam težave s hojo na daljše razdalje, recimo kilometer, pa rabim počitek. Tako da tle, recimo, da so bile omejitve, ampak sam si nisem pustil, da me te omejitve ovirajo in sem poskusil vse skupaj sprejeti z veliko mero humorja in se na tak način odzvati na vse moje težave. Docent dr. Brecelj, takšni strahovi, dvomi so pogosti, vi imate veliko izkušenj z bolniki oziroma osebami z multiplo sklerozo. Kaj jim vi svetujete, ko pridejo prvič k vam? Zelo različni so odzivi, to je treba priznati, tako kot smo osebnostno, vsak posameznik drugačen od drugega, še pri otrocih to vidimo, je enako pri ljudeh, ki dobijo neko tako diagnozo. Vidimo od tega, da se enostavno prepustijo našim postopkom in tudi našim potem nasvetom in predlogom in vsemu, kar sledi. Imamo pa na drugi strani tudi osebe, ki imajo malo več težav z sprejemanjem diagnoze, pa v bistvu potem lahko nekako sledimo tem procesom,
izgube, kakor bi temu rekli, ne, v tem primeru izgube zdravja, torej zanikanje, ne, potem pogajanje, žalovanje, sprijaznjenje in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu je treba ob postavitvi diagnoze seveda dati jasne informacije, potem pa postopati zelo individualno. Ne. Pri nekaterih lahko zelo hitro dorečemo nadaljnjo pot in stvari postavimo zelo jasno, kako bojo šle naprej in jih potem tudi izvedemo. Pri drugih pa rabimo dati nekaj časa, se mogoče videti čez mesec, 2, 3 ponovno, ne, in potem nekako peljati stvari dalje. In obe poti sta čisto v redu. Jaz imam veliko bolnikov in bolnic, ki sprva niso dobro sprejeli te informacije pa diagnoze, pa zdaj zelo lepo funkcionirajo in jih je prav lepo videti, tudi ko pridejo v ambulanto. No, tako da so te zgodbe res zelo heterogene in jih je težko dati v en koš. Tako. Katere vse možnosti zdravljenja pa, dr. Brecelj, imajo bolniki in katere skupine zdravil poznamo, kakšen je njihov mehanizem delovanja? Če lahko tako bolj v grobem predstavite, kaj vse imajo osebe z multiplo na voljo. Ja, zdaj v prvi vrsti se bomo pogovarjali o zdravilih, ki vplivajo na potek bolezni. Torej, to so zdravila, ki jih dajemo zato, da dolgoročno preprečujemo neko nevrološko prizadetost in invalidnost. Torej, delujemo na nek način preventivno. Samo za tak celostni pogled imamo tudi druga zdravila, za simptome multiple skleroze, ki bolnikom velikokrat povzročajo tudi precej težav v vsakdanjem življenju. In te simptome je tudi potrebno naslavljati, ne medikamentozno, pa tudi z zdravili, z namenom pač izboljšanja kvalitete življenja. To so zdravila, ki jih lahko predpišemo, če skupaj z bolnikom ocenimo, da lahko nek simptom olajšamo in s tem izboljšamo kvaliteto življenja. Ni pa teh zdravil potrebno jemati, nujno jemati kakorkoli že. Če pomagajo, ja, če ne, pa ne. Na drugi strani imamo tako imenovana imunomodulatorna zdravila, zdravila, ki vplivajo na potek bolezni, za katera pa lahko rečem, da smo v Sloveniji zelo hvaležni, ker so na voljo praktično vsak, ki so na voljo po celem svetu. Tudi, kar mislim, niti v Ameriki nimajo kaj bistveno več kot pri nas. Mogoče kakšno zdravilo, iz katere skupine ni na voljo, ampak imamo zelo podobno drugo zdravilo, ki pač je na voljo. Vsa zdravila delujejo na imunski sistem, tako da ga ali malo spreminjajo, to so tako imenovana imunomodulatorna zdravila. Na drugi strani imamo zdravila, ki imunski sistem zavirajo, jim rečemo imunosupresivna zdravila. Potem imamo pa še eno skupino zdravil, ki v bistvu, če malčkim poenostavimo, imunski sistem resetirajo, torej se ga da v nekih kratkih intervalih in potem zaradi tega, ker do neke mere, popolnoma, imunski sistem resetiramo, pričakujemo, da bo učinek tega zdravila nekoliko daljši. Te zdravila lahko čujemo tudi na podlagi učinkovitosti, tista imunomodulatorna, ki malo spreminjajo imunski sistem, ki smo jih tudi v preteklosti zelo pogosto uporabljali, so zmerno učinkovita, pa tudi z načeloma nekoliko manj opozorili. Na drugi strani pa imamo zdravila, ki pa seveda zavirajo imunski sistem ali pa ta imunsko-rekonstitucijska, ki so pa absolutno bolj učinkovita, pa seveda tudi na račun včasih kakšnega neželenega učinka več. Ampak poudariti je pa potrebno, da v bistvu so ti neželeni učinki še vedno toliko redki pa toliko obvladljivi, da absolutno ta učinkovitost, ki je višja, prevlada nad tveganjem. No, danes imajo bolniki številne informacije, ampak je gotovo zelo pomembno, da se zavedamo, da ni vsaka oblika zdravljenja primerna za vsakega bolnika. Na to vplivajo najbrž različni dejavniki, pa prosim, če lahko pojasnite, dr. Brecelj, kateri so ti dejavniki, ki vplivajo na to, za katero obliko zdravljenja je nekdo primeren ali ne. Ja, zdaj prvo in najbolj pomembno merilo je narava bolezni. Mi lahko na podlagi nekaterih prognostičnih dejavnikov, tako kliničnih kot tudi na magnetno-resonančnem slikanju, ob lumbalni punkciji, pregledu možganske tekočine, vsaj delno stratificiramo oziroma postavimo bolnike tiste, ki so bolj ogroženi za neko težji potek bolezni ali pa za tiste, za katere mislimo, da bo bolezen nekoliko bolj ugodna.
Na podlagi tega tudi potem izbiramo zdravila. Potem so dodatno tukaj seveda še morebitne sočasne bolezni, ki lahko omejujejo določeno izbiro zdravila. Včasih nam kakšna sočasna bolezen, sploh če je imunska, tudi malo narekuje, katero zdravilo pa naj izberemo, da pokrijemo obe bolezni. In pa potem so še drugi bolj socialni vidiki, malo želja bolnika, mogoče kakšen strah pred kakšnimi injekcijami, iglami ali kaj takega. In še kakšna druga stvar se najde, službene obveznosti, takšne stvari. Tako da je pač izbira zdravila zelo individualizirana. Gospod Rednak, kako se sicer osebe z multiplo sklerozo po vaših izkušnjah in mnenjih vaših članov, kakšna so njihova pričakovanja na poti zdravljenja? Kaj je pravzaprav tisto, kar si želijo? Kaj je v ospredju? Je to učinkovito zdravljenje, kot smo slišali? Morda varnost, kaj drugega? Ja, seveda si vsi oboleli z multiplo sklerozo najprej želimo učinkovito zdravljenje, čim manj zagonov. Nekako na začetku potlačiš vprašanje, kaj pa če določeno zdravilo pušča še kakšne druge posledice. Morda to potem čez leta, ko se dlje časa zdraviš, več pozornosti posvečaš temu in ravno tukaj je nevrolog tisti, ki ti zna z svetovanjem te strahove pregnati ali pa ti tudi jasno seveda povedati, kako je dejal tudi dr. Brecelj. Ja, seveda so možni kakšni stranski učinki, vendar še vedno prevladuje osnovna smisel jemanja zdravila, torej da do zagonov ne prihaja, da do poslabšanja ne prihaja in potem, če nekako lahko govorimo o svoji izkušnji, pa tudi izkušnji številnih članov, ko nekako pride do nekega zaupanja do zdravila, ponavadi pride v neko mirovanje osnovnega obolenja in če je po sreči, moramo tudi to priznati, bolezen tako obvladamo, seveda pa tudi poleg tega z pravilnim načinom življenja, če se le da, nestresnim načinom, vse pač prilagodimo potrebam, ki nam jih prikaže obolenje z multiplo sklerozo, ki nam takoj pove, tukaj si šel pa čez. Ali to pomeni, da sem se preveč utrudil, da se nisem poslušal svojega telesa in sem preveč hodil, in potem ona kar hiter te malo ustavi, pa te malo zabremza in se potem moraš malček ustaviti in pa seveda redna dejavnost, ki je pa tako ali tako zelo dobrodošla in tukaj se ravno pri Združenju multiple skleroze borimo, da uspevamo kot že mnogo let pripraviti obnovitveno rehabilitacijo, da se naši člani rehabilitirajo, da vzdržujejo svoje stanje tudi na tak način in pa seveda z druženjem, kajti tudi psihično stanje vsega posameznika je pri našem obolenju zelo velikega pomena, ali so to novodiagnosticirani, ki so tistim strahu, ali imajo nekoga za svetovanje, pa da vidijo tudi, da ni vedno najslabša oblika, včasih nažalost tudi je. Moramo biti tudi pošteni in povedati, pri nekomu tudi zdravila niso učinkovita, pri nekomu bolezen zelo hitro, z močnimi zagoni deluje, da pristaneš tudi na invalidskem vozičku, vendar lahko pa smo srečni in hvaležni, kot je dejal dr. Brecelj, da v teh letih, jaz lahko govorim za dobo 30 let, opazujemo te velike spremembe, da hvala Bogu ne prihaja do hujših invalidnosti tako pogosto, kot je bilo to leta nazaj. In jaz mislim, da je pred nami ena svetla prihodnost, seveda pa z spoštovanjem bolezni, z upoštevanjem navodil in ravnanjem življenja v tej smeri, da se sami sebi ne škodimo. Gospod Strelec, vi ste bili stari šele 13 let, pred vami je bilo pravzaprav celo življenje. Kako pomembno je pravzaprav, da si človek res obeta nekaj ozdravljenja, da si lahko načrtuje prihodnost pravzaprav?
Ja, v bistvu takrat, ko sem jaz bolel, to je bilo leta 2006, se pravi, 23 let nazaj. Ni bilo še iskreno take izbire zdravil, kot jih je danes. Takrat si imel na voljo 3 injekcij in to je bilo to. In takrat, sem upal, da bo tista, ki bo čim manj špikanja, in dobil sem žal tisto, ki je bilo vsak drug dan špikanje. Ampak, kot je gospod Rednak povedal, spregledaš tisto špikanje, spregledaš tiste stranske učinke, dokler bolezen stagnira. Dokler bolezen stoji in res moraš poslušati svoje telo, tako kot je povedal, da ne greš čez sebe. Res je, žal tisto zdravilo kasneje več ni učinkovalo dovolj. S nevrologinjo sva takrat se usedla dol, sva pregledala, kakšne so možnosti nadaljnega zdravljenja. Takrat je prišlo lih na novo eno zdravilo v obliki infuzije, to mi je bilo res super, ker je bilo enkrat na mesec, konec je bilo špikanja in zdravilo, moram hitro potrkati, še danes učinkuje, tako da kar se tiče zdravljenja, je res napredek zelo velik in verjamem, da spet ne za vsakoga, ampak za marsikoga ali pa za večino od nas se da najti primerno zdravilo, da je tudi življenje čim bolj polno. Doktor Brecelj, če malčkem bolj podrobno še opišemo, kako zdravila učinkujejo oziroma kaj so njihovi kratkoročni in dolgoročni učinki? Ja, kot sem že omenil, zdravila lahko vplivajo vsa zdravila vplivajo na imunski sistem, kakorkoli, ne, ker multipla skleroza je avtoimunska bolezen, torej naš imunski sistem se obrne proti lastnim celicam, tako kot pri luskavci, tako kot pri revmi in kakšnih drugih avtoimunskih boleznih, a ne. Tako da v bistvu spreminjamo imunski sistem na način, da je bolezni manj, če nekoliko poenostavim. To pa lahko naredimo tako, da ga majčkeno spremenimo na tak način, da je malo manj aktiven v smislu vnetja, a ne, ali pa ga v bistvu zaviramo čisto tako, da pač v bistvu je na splošno manj aktiven. Tretja možnost je seveda, kot sem že rekel, nek poskus najprej nekega resetiranja imunskega sistema in potem obnove teh imunskih celic iz kostnega mozga. Zdaj, vsa zdravila v bistvu, vsaj te 2 drugi skupini naredijo, mi temu rečemo imunokompromitirajo ljudi, ki ta zdravila prejemajo, ne, torej so malčkeno bolj dovzetni za okužbe, tega ne moremo zanikati, ne, ampak v resnici ne vidimo zelo veliko, sploh ne pri bolnikih z multiplo sklerozo, nekih resnih okužb, ne, več je prehladov pa teh enostavnih okužb. Tudi recimo v covidnem času se pri naših bolnikih ni pokazala taka drastična razlika kot mogoče pri katerih drugih bolnikih, kar se tiče resnih okužb in podobnega. Ravno zato, ker so to mladi ljudje, ki so sicer telesno zdravi, ne, in v bistvu te okužbe dosti lažje premagajo in so tudi bolj kompetentni za obrambo pred temi okužbami. Potem so še neka druga opozorila, ki izhajajo iz malo nesrečnih podatkov iz kliničnih raziskav, kot so recimo rakave bolezni, pa se v resnici v realnem življenju iz velikih registrov niti ne kaže, da je to večji problem, ne. Je pa res, a veste, da kdaj kdo na teh zdravilih tudi dobi rakovo bolezen, a ne. Ampak rak je relativno pogosta bolezen v družbi, a ne, in bi jo morda dobil tudi, če ne bi tega zdravila jemal, ne, zato je treba vedno te stvari gledati populacijsko iz stališča registrov, velikih baz podatkov, kjer pa vidimo, da to ni večji problem, no. Teda nekaj teh tegob je, potem so se seveda neželeni učinki, ki so pač vezani na sam mehanizem delovanja zdravil, ampak to sta te 2 nekako osnovni stvari pri teh zdravilih, ki jih zdaj najbolj pogosto uporabljamo. No, bistveno pa je, da z zdravljenjem začnemo čim prej. Kako po vaših izkušnjah oziroma kaj vpliva na izbiro zdravljenja? A je to način apliciranja ali je to pogostost jemanja? Kako je s tem, doktor Brecelj? Ja, morda še malo več glede tega začetnega zdravljenja pa hitrosti, ne. Vse raziskave nedvoumno kažejo, da je zgodnje zdravljenje pomembno, ne. Torej, povsod se pokaže, da tisto, kar zamudimo v prvem letu, 2, nikoli ne nadoknadijo ljudje, tudi če kasneje se pričnejo zdraviti. Tako da to zgodnje zdravljenje je pomembno, ampak spet ne, da niso potem pa ljudje, ko dobijo diagnozo, anksiozni, če to traja 1 mesec ali pa kaj takega, to ni problem, ne.
problem je leto, 2, 3 zamika, tega si pa res ne želimo. Ne? Izbira zdravljenja torej temelji na pač karakteristikah same bolezni. Ne? Zdaj, potem pa seveda pridemo kdaj do nekaj zdravil, ki jih lahko izberemo, pa v resnici nevrologi mogoče tudi nimamo jasnega razloga, da izberemo eno od teh zdravil. Ne? V tem primeru ponudimo bolnikom na hitro, pač seveda v ambulanti razložimo pač profile zdravil, ne, tako po učinkovitosti kot varnosti. In pa seveda pri teh primerih pa potem je do neke mere pomembna tudi način zdravljenja. Ne. Eni bolniki pač imajo radi, da nas vidijo, velikokrat pa radi pridejo na aplikacijo zdravila, ne. Drugi hočejo pozabiti, da imajo bolezen, pa jim je ljubše, da jemljajo zdravila samo kratki čas, pa enkrat na leto, pa potem dolgo časa nič. Ne. Eni se ne želijo zbadati, pa imajo reč tabletke, drugi jim je vseeno, pa jim je tudi celo v redu, da so doma samostojni, pa sami aplicirajo zdravilo. Tako da je zelo različno, ne, kako pač se gledajo na to in pač v tem primeru, ko mi nimamo nekega razloga, da zberemo eno zdravilo, tudi pač to odločitev prepustimo bolnikom. Gospod Rednak, kako in kdaj ste prepoznali in kakšne so izkušnje vaših članov, da je zdravljenje učinkovito in kako je pravzaprav vplivalo na vašo kakovost življenja? Seveda vsak pri sebi najprej opazi izboljšanje simptomov, ki so te takrat prizadeli, ali je to dvojni vid, ki se potem umiri in gre zopet normalno, ali se mravljinčenje zaključi, ki je prej bilo zelo moteče, zmanjša se na primer utrujenost, gibljivost je boljša, ravnotežje se izboljša in pa seveda tukaj daš potem iščeš, kje pa je zdaj vzrok, da je stvar boljša in sigurno je pomembno dejstvo v tem primeru so zdravila, katera si zaužil, vkolikor teh izboljšanja ni, sigurno, kot smo že danes slišali, se išče drugo zdravilo, ki bi lahko učinkovalo in ob tem pa seveda ni za spregledati hkrati, kar na splošno pri Združenju multiple skleroze poudarjamo, tudi sprotna rehabilitacija, kajti ko do nekšnega zagona pride, ta zagon ponavadi vedno pusti neko posledico v smislu malo manj ali ravnotežja, ali gibljivosti, ali kakorkoli drugače. In zaradi tega je nujno potrebna tudi rehabilitacija, torej da se poskušamo vrniti v tisto stanje, kjer smo bili, da se rehabilitiramo, seveda tudi to pod strokovnim nadzorom, kajti sam sem videl, ko sem želel celo leto nič delati, potem pa v tistih 14 dneh rehabilitacije pa nadoknaditi vse, kar sem v preteklem letu zamudil in sem potem dosegel ravno nasprotni učinek, tako da tudi tukaj je potrebno biti previden k rehabilitaciji telesni, je pa sigurno tudi veliko dejstvo, da potrebujemo tudi duševno, psihično rehabilitacijo, pa če je to kar pogovor z sobolnikom, z komarkoli, ki je pač takrat z nami, z Alešem se že kar precej časa spoznali smo se na našem 3-dnevnem seminarju novo diagnosticiranih mladih obolelih, Aleš je bil takrat še mlajši, tudi jaz, vendar tam, kaj se dostikrat pozdravimo tudi tisto stran, ki jo morda zdravnik, specialist nevrolog z svojimi učinkovinami ne more, in ko združimo vse to, potem lahko res doživimo ta rezultat, ki si ga želimo. Nažalost, ni vedno uspešno. In tukaj je pa vloga tudi združenja, da poskrbimo za vse, pri katerih pa bolezen napreduje, kljub učinkovinam zdravil, da se potrudimo in iščemo in ponudimo pomoč v primeru svetovanja poklicne rehabilitacije, v primeru svetovanja upokojevanja,
v primeru iskanja pomoči, kaj se še pa potem da, če pa stanje le ne gre na boljše. Dostikrat je tudi vprašanje, ali imeti družino, ali ne imeti družine. To imamo največkrat pri mlajših diagnosticiranih in jaz sem prav vesel, ko nam nevrologi v bistvu prav povedo, na kakšen način za ta čas, ko bo tukaj nosečnost, bomo morda prenehali z zdravljenjem, z aktivnim zdravljenjem in kot ta nosečnost mine, se zdravljenje nadaljuje ali pa se neka druga oblika najde in tukaj je zelo dosti tistih strahov oduzetih in lahko živimo neko normalno življenje brez skozi neke teme in pritiska nad sabo, kaj še sploh smem ali pa ne smem. Hvala. No, tukaj bi samo izvala doktorja Breclja, če bi mogoče kaj glede nosečnosti dodali, ki jo je gospod Rednek ravno omenil. In v povezavi z zdravljenjem, mislim, predvsem. Čisto tako je. Danes ni razloga, da mladi z multiplo sklerozo ne bi imeli otrok. Vse se da čisto lepo speljati, je pa res, da je treba malo več mogoče načrtovanja, planiranja. Vemo, da se vse ne da planirati, da se tudi tako narediti, da tudi če ne gre vse po planu, tako je na začetku, da je varno za predvsem bolnice, ki hočejo zanositi, tako da v bistvu tukaj res danes pa ne bi smeli biti nekih zadržkov za zdravljenje. Mi vsem bolnicam z multiplo sklerozo svetujemo, da če imajo željo, da pač zanosijo in imajo družino, tako kot pač bi imeli sicer. Gospod Strelec, kako pa se učinek zdravljenja pokazal pri vas? Ste lahko uresničevali svoje cilje ali pa načrte, ki ste jih imeli za naslednjih, 5-10 let? Ja, tako bom rekel, učinek zdravljenja se je pokazal, vendar tudi, kot je Edvard rekel, treba tudi delati na sebi, poslušati svoje telo in tudi sam se recimo gibati, da ne čakaj sam tistih 14 dni zdravilišča, da se redno gibaš, da poskušaš nekako krepiti svoje telo tudi sam. So neke omejitve, tako bom rekel, vendar mi je uspelo marsikaj, kar si nisem mislil prej, da mi bo uspelo. Prvič sem potoval z letalom, Mona Lizo sem videl čisto blizu, recimo tam zgodba mi je najboljša. Ko so vsi stali v vrsti, jaz sem bil z invalidskim vozičkom v Louvru in sem prišel mimo vseh in sem bil čisto pred Mona Lizo, vsi ostali pa čakali v vrsti. Tako da ima tudi prednosti multipla skleroza, kar se tega tiče. Se pravi, kar se mene tiče, nimam nobenih zadržkov, kar se tiče bolezni, da česa ne bi zmogel. Ustvaril sem si svojo družino, poročil sem se, imam otroka, potujem, tako da svetujem vsem, naj se ne omejujejo in naj samo poskušajo. Tudi z zdravljenjem, kaj ne? Tako, seveda, z zdravljenjem. Ja. Gospod Breclj, doktor Breclj, danes imamo predstavnika, lahko rečemo, nekoliko mlajše, nekoliko starejše generacije. Ali se zdravljenje med starejšimi in mlajšimi razlikuje pri multipli sklerozi? Ja, je nekaj razlike. Te razlike temeljijo predvsem na tem, da je imunski sistem in bolezen različna pri mladih in pri starejših. Pri mladih je veliko zagonov, veliko novih lezij na magnetni resonanci, pri starejših je tega manj in bolj prihaja v ospredje ta počasno, tiho napredovanje, ki ga ne vidimo iz dneva v dan, ampak se pokaže, ko pogledamo nekaj let nazaj, pa so vidne spremembe. Tako da je predvsem v teh začetnih fazah bolezni pri mladih ljudeh to imunomodulatorno zdravljenje še toliko bolj pomembno. Pri starejših se potem vedno bolj večajo tveganja, pa manjšajo koristi imunomodulatornega zdravljenja, pa vendar mi vidimo bolnike tudi po 50, tudi po 60 letu, ko imajo aktivno multiplo sklerozo, in jo je potrebno zdraviti. Tako da v bistvu, ko enega zdravila začnemo, potem moramo biti res zelo prepričani, da so neki ugodni prognostični dejavniki, da je bolnik dosti star, da so dolgo časa stvari stabilne, da potencialno razmišljamo o nekim prekinitvi zdravljenja. Tako da v bistvu skozi ves ta čas temeljimo k temu, da ni zagonov, da ni novih lezij na magnetni resonanci in treba je poudariti, da s temi zdravili tudi zaviramo to počasno napredovanje v teh progresivnih fazah multiple skleroze in tako da v bistvu
na vseh nivojih delujemo pri teh vnetnih delih, zagonih, novih spremembah, nekoliko bolj uspešno pri tej progresiji, mogoče malo manj, ampak kljub vsemu več, kot če nič ne naredimo. Je pa pomembna tudi vztrajnost pri terapiji. Absolutno. Mi smo že z našimi raziskavami pokazali, da če ljudje redno zdravila jemljejo, imajo manj sprememb na magnetni resonanci, Teda to je absolutno zelo jasno, da so zdravila pomembna in seveda, da mora bolnik zdravila doma redno jemati, To persistenco pa v bistvu vztrajnost je pa v bistvu različno težko doseči pri različnih zdravilih, Kot je gospod Strelec omenil, verjetno bistveno težje, če se moraš zbadati vsak dan, pa če moraš zdravilo jemati enkrat na leto ali pa enkrat na 6 mesecev, Tako da v bistvu je ta vidik tudi pomemben, v smislu uspešnosti dolgoročnega zdravljenja. Gospod Rednak, kaj bi rekli, kaj danes za osebe z multiplo sklerozo pomeni živeti s to boleznijo? Ja, delom tako. Danes smo tukaj kar zelo pozitivno naravnani vsi, kar je tudi prav. Kajti samo to je pravilno vodilo v življenju. Vendar pridejo tudi težki trenutki, pridejo tudi dnevi, ko ni tako svetlo, tako sončno, kot je danes. In multipla skleroza še vedno lahko povzroča tudi težjo invalidnost, še vedno nas dostikrat odpelje iz prvotnega načina življenja, ki smo si ga zamislili. Moramo se prekvalificirati, moramo se podati na drugo pot, se začeti obnašati v okviru z omejitvami, ki jih je nam ta bolezen prinesla. Kot je rekel prej Aleš, ne morem več kot kilometer iti, se malo potem počitane. In če smo pač s tem obdarjeni, ali pač je nas ta bolezen ujela, kakorkoli pač, moramo potem zelo dobro je, da pač poiščemo iz tega ven pa še vedno tisto najboljše in dosti dobrega je. Prvo je dobro to, da so tu zdravila, ki pri bolezni pomagajo. Navsezadnje pa tudi ta vedrost duha, kot je rekel Aleš, sem pa bil prvi pri sliki, pa če ravno z invalidskim vozičkom. Enostavno živimo lahko vseeno in tudi pri Združenju multiple skleroze se res tukaj trudimo in s tem tudi povabim vse, ki začutijo, sedaj je pa čas, da se bi še s kom pogovoril, da bi prišel med sebi podobne, da se pridružijo, kajti življenje ni mišljeno živeti v samoti ali pa biti sam. To je že narava poskrbela, da je v dvoje, v tri, ko je družina, v 5, ko je pa družba, je pa najlažje. In zato so združenja organizirana in ustanovljena, da se oboleli enaki z enakim družimo, si pomagamo, si povemo, kako, kaj je lažje in je tudi potem vsak dan lahko lažji. Gospod Strelec, rekli ste, da vas je vodilo predvsem optimizem v življenju, to velja tudi za naprej? Ja, definitivno optimizem. Zremo pozitivno v prihodnost in verjamem, da zdravilo učinkuje in da bo učinkovalo še naprej, vsaj rečemo 30-40 let in da ohranjamo ta status quo s pomočjo zdravil in pa seveda, kot je Edvard rekel, dobrega humorja, druženja med člani, kajti člani med sabo, če se družimo, si znamo pomagati, si znamo povedati, se razumemo bolj, kot recimo ostali ljudje nas razumejo. Tako da mislim, da je to ključ do uspešnega življenja z multiplo sklerozo, se pravi uspešno zdravljenje, humor in pa predvsem druženje. In potem tudi kakšen nov cilj si lahko zadate, ki ga boste dosegli. Definitivno. Doktor Brecelj, če zdravljenjem oseba začne čim prej, potem so tudi izidi boljši in je potem tudi življenje bolj kakovostno, kot smo videli tudi pri osebnih zgodbah naših gostov. Ja, je res tudi, da sta oba danes tudi iz tiste generacije, ki sta bolezen dobila v času, ko je bil nabor zdravil bistveno manjši, kot je zdaj, in so bila tudi bistveno manj učinkovita. Tako da danes res ni razloga, da so bolniki z multiplo sklerozo invalidi. Sej
ne rečemo, da res čist v 100%, ampak v zelo, zelo velikem odstotku pa mi to bolezen zelo, zelo dobro obvladamo in ni razloga, da nimajo ti ljudje polnega prostočasnega življenja, da nimajo družin, da ne hodijo v službo in pač upravljajo delo tako, kot bi ga tudi sicer. Seveda se kdaj pojavijo kakšne omejitve, ampak te omejitve se da prilagoditi do neke mere in pač tako lahko živijo danes, po moje, tudi zelo polno življenje. Se tako kot oba dva, prav tako imata v bistvu svojo lastno izkušnjo, ki jo jaz nimam, ki pa v bistvu gledam bolj iz drugega zornega kota. Pa za zaključek morda še nasvet vsakega od vas, tistim, ki se mogoče na novo soočajo s to diagnozo ali pa morda oklevajo glede zdravljenja. Gospod Rednak, bi začeli z vami. Hvala. Ja, kot sem že dejal, jaz vsekakor svetujem čimprejšnji odhod do poiskati si pomoč, čimprej odhod do zdravnika, na to do nevrologa, saj te tako napotijo in zaupati v zdravila. Potrebno se je poslužiti, kar je mogoče in seveda vse tudi nagovarjam, da se pridružijo Združenju multiple skleroze. Kar 2500 obolelih je nas v združenju in kaj hitro najdeš sebi podobnega in tudi konec koncev odgovor na svoja vprašanja. Smo pa tudi mi tisti, ki seveda se trudimo in bomo se še naprej trudili, da vsem našim obolelim z multiplo sklerozo iščemo način, kako si pa ob obolenju pomagati, ali je to na nivoju zakonov, ali je to na nivoju, ravno sedaj tudi urejamo, če že do bolezni pride, potrebno je si prilagoditi stanovanje, potrebno je narediti klančine, potrebno je omogočiti vsakemu posamezniku, da je lahko enakovreden zdravemu državljanu Republike Slovenije. Tem se je država Slovenija tudi zavezala k evropski ureditvi, da morajo biti vse javne ustanove opremljene z dvigali, z pripomočki, da lahko tako oboleli z multiplo, kakor hkrati tudi seveda vsi drugi, kakorkoli drugače prikrajšani za, če rečemo, narekovaje normalno življenje, dostopoma do vseh stvari kot ostali zdravi ljudje, bom rekel tudi po svetu. Gospod Strelec, še vaš nasvet morda? Ja, kar se moje situacije tiče, jaz rečem čimprej na zdravljenje. Danes je res tak nabor zdravil, kot je dr. Brecelj povedal, da ni razloga, da se ne bi poslužili nekaj, kar nam je dano, nekaj, kar nam je ponujeno in kar v veliki meri tudi pomaga. Vsekakor pa tudi pomaga, kot sem že povedal, dobra volja, optimizem, druženje med sebi enakimi in mislim, da je to ključ do uspeha, se pravi uspešno zdravljenje, hitro začeti zdravljenje, se posvetovati z nevrologom, zaupati nevrologu predvsem in si pomagati samemu sebi s tem. Še dr. Brecelj? Ja, jaz bom se malo ponovil. Naša želja zdravnikov, ki imamo v zadnji en kup nekih raziskav in se na nje opiramo, je, da nam nekako bolniki z multiplo sklerozo sledijo v naših priporočilih. Zelo težko je, na primer, gledati nekoga, ki ima bolezen in se ne zdravi, ti si pa prepričan, da bi mu zdravili lahko pomagal in bi tudi on potem dolgoročno bil boljši. Teda, moj nasvet je predvsem to, da slediti navodilom nas, nevrologov. Potem pa je drugi vidik, to, kar sta oba dva poudarila. Jaz sem občasno kakšen gost na kakšnem srečanju lokalnih odborov ali pa tudi kakšno podružnica. Zelo lepo je videti, kako lepo te lokalne skupnosti bolnikov funkcionirajo, sodelujejo, kako se tudi dobro razumejo in si pomagajo. Ta del je tudi pomemben prek združenja. Malo Slovenija tudi kompenzira to, čemur pa država
posveča premalo pozornosti, vse ostalo, poleg zdravil, o katerih smo danes veliko govorili, ne, rehabilitacija, psihološka podpora in take stvari, kjer nas pa se še en čaka mogoče kaj več dela, da bo to tudi malo bolj sistemsko urejeno, ne pa prepuščeno združenju in neki dobri volji ljudi, ki so tam entuzijastično aktivni. Ne. Tako nekako. Tako. Lepa hvala vsem za ta uvoden pogovor. Jaz sem prepričana, da smo marsikomu razjasnili in osvetlili pogled na zdravljenje multiple skleroze in na življenje oseb z multiplo sklerozo. Mogoče smo razblinili kakšen dvom. Bi se pa mogoče zdaj še preusmerili na vprašanje naših udeležencev. In sicer gospod Katjo zanima, ali že obstaja zdravilo, ki bi pozdravilo ali vsaj zaustavilo napredovanje sekundarno progresivne multiple skleroze. Mogoče dr. Brecelj? Mi imamo nekaj zdravil zgodovinsko gledano iz raziskav, ki so imele nek določen, ampak precej omejen učinek na sekundarno progresivno multiplo sklerozo, tudi to je en del, ki je še precej nenaslovljen v smislu zdravljenja. Zdaj ravno prihaja ena skupina zdravil, od katerih si kar nekaj obetamo, nekatere raziskave so že bile pozitivne, so mogoče malo preveč kratkega trajanja, da bi lahko res ta dolgoročni učinek zelo dobro ocenili, ampak zdi se optimistično, ne. Tudi pri nas imamo neke klinične raziskave, kjer bomo te bolnike zdaj počasi začeli vključevati tudi v te klinična preizkušanja, tako da bo to tudi kmalu na voljo pri nas, ne. Seveda so pa neke omejitve, ki pač jih bo treba upoštevati, tako da bomo videli, kako bo s tem, glede posameznikov. No, gospod Marko nam piše, da ima multiplo sklerozo in pravi, da veliko bolnikov posega po zdravljenju, ki pa ni preverjeno. In da je premalo narejeno o ozaveščanju glede zdravljenja. Kakšen komentar mogoče na to? Ja, jaz mislim, da mi precej dovolj ozaveščamo ljudi na nivoju imunomodulatornih zdravil in tega, kako je zdravljenje pomembno, kako je potrebno zgodnje zdravljenje in podobno, ne. Zdaj, kar se tiče pa vsega ostalega, je potrebno poudariti, da so vse ostale stvari pač znanstveno nepreverjene, ne. Jaz verjamem, da se kdo boljše počuti po kakšnih takšnih intervencijah, ne, ampak zelo prepričljivo nekih dokazov pa ni, ne. Jaz potem nekako tako rečem, ne, če ne škoduje in če ne bolnika to finančno izčrpuje in če ne to pomeni, da ne sledi našim smernicam, potem nimam kaj veliko proti, ne. Ampak je kar veliko teh pogojev in jih je verjetno težko čisto zadostiti, no. Tako da v bistvu jaz sem precej zadržan do tega, no, tako osebno. Gospod Majo zanima, koliko pomaga fizioterapija pri uravnoteženju in izboljšanju hoje in ali je možno bistveno izboljšanje brez simptomatskih zdravil? Kar se tiče določenih simptomov, kot so recimo utrudljivost, pa tudi ravnotežje, pa ta neka nespretnost, ne, tukaj smo z zdravili, tudi simptomatskimi, precej omejeni, ne, ni nekih drastičnih učinkov zdravil in da bi bistveno spremenili te simptome. Tako da je v bistvu fizioterapija tukaj zelo komplementarna in lahko veliko pripomore k izboljšanju vzorcev hoje, vzdrževanju ravnotežja. Ne gre samo za neke vaje, za neko razgibavanje, ne, ampak gre pri nevrofizioterapiji za v bistvu spreminjanje vzorca gibanja, ne, kot bi se na nek način na novo učili določenih gibov ali pa hoje, ne, in s tem se v bistvu lahko tudi kvaliteta hoje izboljša. Včasih je treba samo malo popraviti držo, samo malo neko stvar spremeniti, da se potem vsa mehanika naprej izboljša in to naši fizioterapeuti relativno dobro znajo, pa ne samo naši, tudi recimo drugje, ker se pač z bolniki z multiplo sklerozo ukvarjajo. No, tukaj bi gospoda Rednaka še vprašala glede fizioterapije, tudi vi ste tukaj aktivni v združenju, ne, glede rehabilitacije, to ste že omenili. Tako, v Združenju multipla skleroza Slovenija vsako leto organiziramo, seveda, ker se podpiše pogodba z Ministrstvom za zdravje, obnovitveno rehabilitacijo od 14 do 17 dni v zdraviliščih, ki seveda pokrivajo obolenje multiple skleroze. Torej, in s tem sigurno veliko pripomoremo k lajšanju že nastalih tegob ali pa krepitvi
vendar moram tukaj, tako kot je prej doktor Brecelj dejal, povedati, da se vsako leto trudimo na novo, čeravno je bil pred 3 leti, 4 leta nazaj smo uspeli doseči zakonsko regulativo, da je to z zakonom določeno seveda za omejeno število obolelih, pa vendar še sedaj niso podzakonski akti sprejeti in se vsako leto na novo trudimo, da dosežemo dogovor in lahko pričnemo z obnovitveno rehabilitacijo za člane obolele z multiplo. Nažalost, ne morem imenovati za vse obolele, saj je tukaj številka omejena na 850 obolelih in glede tega potem seveda, če vemo, da je nas 2500, je to število veliko premajhno, kot bi si želeli ali pa kot bi bilo potrebno. To je važno, ne želeli. Bilo potrebno, da bojo oboleli z multiplo lahko čim bolj aktivni, pokretni in tudi seveda delovno sposobni. Kajti vsi si želimo biti delovno sposobni v družbi, če nekaj ne daš v družbi, če nisi živ, če nisi ustvarjan, tudi nisi srečen. In tudi to je smisel vse rehabilitacije in seveda tudi aktivnega zdravljenja, da ostanemo delovno aktivni, da nekaj družbi prispevamo in takrat smo tudi konec koncev vse izpopolnili. Tako, čas se nam je iztekel. Jaz se zahvaljujem vsem 3 gostom za današnje sodelovanje in vaša pojasnila, vaše osebne zgodbe in vam želim vse dobro tudi v prihodnje. Vam, drage udeleženke in udeleženci, pa hvala, da ste bili z nami. Če iščete še kakšnekoli informacije, lahko najdete na naši spletni strani www.multipla-skleroza.net. Lahko pa nam pošljete tudi vprašanje na info@bhc.si in zagotovili vam bomo odgovor strokovnjaka. Prijeten dan vam želim in srečno.